Pozdravljeni v oddaji Ad hoc. Danes si bomo gledali intervju s terena. O umetnosti in politiki smo se namreč pogovarjali z Gašperjem Mišičem. Nedavno je posnel videospot za Perota Lovšina, ukvarja pa se tudi s slikanjem, fotografijo, kiparjenjem in mnogo več. Poglejmo, kaj je povedal. Torej, podali ste se v režiserske vode. Kako je prišlo do tega? Prideš, padeš in plavaš. V bistvu gre za eno vizualno pripoved. Glasba in način življenja in vse, kar nas obdaja, je v bistvu naš vsakdanjik in moje življenje je vedno bilo povezano nekako s tem, z nekimi glasbenimi, umetniškimi doživetji, druženje z umetniki že od nekdaj, to počnem že 30-35 let, to ni od včeraj, to ni moja prioriteta bila, ker sem bil bolj v teh poslovnih vodah, ampak sedaj, ko se približujem 60 letom, pa želim izpolniti še tisto, kar me je vedno inspiriralo, za kar sem dejansko potihem vedno upal, da bom. In to ustvarjanje, ta strast do tega ustvarjanja, kreiranja, da si stalno nekje v nekem movingu, da pravzaprav je način življenja, opažanja, to, kar vidimo, zaznavamo v prostoru, in ko nekaj ustvariš, vidiš, da tudi ko primerjam, recimo konkretno, če gremo na videospote, so preveč umetni, so preveč narejeni, so preveč statični, so preveč fokusirani v neko točko, ki zamrzne. V bistvu, komu je namenjen video? Video je namenjen ljudem. Kdo posluša glasbo? Ljudje. In mora biti življenjski. Konkretno za 100 let naprej, objemi me, za 100 let naprej v samem komadu Pero, midva sva seveda tudi prijatelja, pa ne eno leto, že kar nekaj desetletij. In nekako sem videl v tem besedilu Piran. Imamo Angela Varuha, imamo ljudi, imamo objem, 100. obletnice so od tega, da smo imeli 100 let Portoroža oziroma Starega Palasa, potem 100 let, nazadnje, zdaj so tudi praznovali naši 100 let nogometnega kluba Piran. Imamo za 100 let naprej, imamo neko zgodovino, se pravi, nekaj je, Piran živi, Tartini živi in Pero in Tartini, glasba, sicer dve skrajnosti, če gledamo vsak v svojem času, in potem doživiš to jedro in nekako ne planiraš, ne delam scenarije, vržijo in scenarij sem napisal, sem se tudi posvetoval, z Ubaldom Trkocijem, ki je tudi vrsto let bil direktor fotografije na RTV Slovenija. Tako da v bistvu, kako bi on razmišljal o tem, smo ugotovili, da je to. Moja zamisel je bila, da naredimo, da ustvarimo ta videospot z domačini v Piranu. In hkrati ne samo, da je to pripoved, da so te besede doživele svojo kulminacijo prav v Piranu, ampak tudi Pirančani so povezani s tem besedilom. In domačini so se nekako, kar sami so, nekako dajmo se objeti kdorkoli. Najprej sva razmišljala, da bi to morda bila uprizoritev poroke, kar sem takoj rekel, da poroka ne more biti, ker objemi niso samo, v bistvu, zakaj je bila neka zaveza, poroka, kaj pa je poroka v bistvu, kaj je neki izraz nekih čustev, ne, to je neki birokratski postopek, ki ga nekdo izpelje, ki ga mogoče malo uprizori, veliko krat se tudi sveži in se ne konča tako, kot se začne, ampak v življenju objemi sosedov, ko v ulici prideta dve sosedi in se objameta, ne glede, pa je tam gospa s kužijem, ki ima v naročju, z psom v naročju, ki ima svojega ljubljenčka in ga je oddržala, tako da objemi me, v bistvu te objemi me za 100 let naprej, to je never ending story, gre za neskončnost, gre za sporočilnost in ta komad od Perota ima tako močno sporočilo, da verjamem, da se bo zažrl marsikoga v pozitivnem smislu in da ga bo zaznamoval v smislu, zakaj sem. Objemi so več kot lahko, ker z objemom izkažeš vse, lahko si tiho, lahko ne poješ, ampak lahko ne govoriš, ampak je ta stik ljudi
da te občutijo, da te začutijo tako, kot se čutimo v Piranu, domačini. In presenečen sem nad pozitivnostjo, kako so vsi sprejeli. In sedaj, ko so videli, ko smo ta ponedeljek, ko smo objavili ta video na YouTube, je to bil res en tak pozitiven odziv. In če verjeli ali ne, ogledov je, mislim, da danes bo blizu 40,000 ogledov v nekaj dneh, niti v enem tednu praktično, skoraj 40,000 ogledov. Kje pa ste si nabirali znanje, izkušnje, izobraževanje? Glejte, v bistvu izobraževanje in izkušnje nabereš odvisno od stila, odvisno od čutenja, odvisno kako si bil zaznamovan ob rojstvu in s kom si živel, način življenja, kako se odzivaš na stvari, kako reagiraš na vse, kar te obdaja. Jaz sem od leta 1999 do skoraj več kot 10 let imel galerijo, umetniško galerijo v Piranu, ker smo organiziral sem več kot 150 samostojnih in skupinskih razstav z priznanimi umetniki. Galerijo imam še vedno v Grožnjanu na hrvaškem strani v Istri. In sedaj sem tudi opravljam zadnji diferencialni izpit za magisterij vizualne umetnosti na Pedagoški fakulteti v Kopru, kjer želim tudi, sicer sem že pokazal in tudi izpolnil pogoje, ki se zahtevajo, da lahko se sploh vpišeš, glede na to, da sem jaz diplomiral nautiko na Pomorski fakulteti. Ampak vse skozi je v meni ta umetniški dar in risanje, in fotografija, in slikanje, in na koncu izdelava skulptur, tako da sem nekje talentiran za ustvarjanje, za kreacijo, za delo z rokami. V bistvu to, kar vidim, ustvarim. To, ne vem, imaš neko moč v sebi, neko željo. In marsikdo reče, kako misliš, kako boš sedaj, odkje tebi to, kar z neba. Ni, to živi v tebi, te stvari so, samo s tem se ne pokažeš. V bistvu delaš nekaj drugega. Koliko ljudi v bistvu ima v sebi in čuti neko strast in tudi neko znanje in izkušnje, ampak to ne pokaže navzven. Je potlačil to nekje v neki drugi plan, morda opustili smo to za neke druge čase, za neke boljše čase. Ampak ti časi nikoli ne pridejo, vkolikor ne greš v akcijo in skozi, pač glede na to, s kom se družiš, s kom živiš, način življenja in na koncu je zelo pomembno, s kom prijateljuješ in način odnosa, kar dajaš, kar oddajaš, to tudi sprejemaš na koncu in tukaj smo. V bistvu nič posebnega, jaz to ne doživljam kot neko posebnost svojo, ker je to v meni od nekdaj prisotno in tisti, ki me poznajo, vejo, da sem jaz vedno bil tak, da je to zame tudi oceniti situacijo, videti, kaj dogaja v prostoru, skratka, zelo, ne da bi bil kritičen do koga, recimo, ampak znam videti, morda vidim nekoliko drugače, kot vidijo mnogi. Nekako znam videti stvar in jo približati. Vedno sem bil ljudski, se pravi, zakaj? Ljudski ne moreš biti, če ne poznaš ljudi, če nisi z njimi. Se pravi, ljudski si lahko samo takrat, kadar si z ljudmi. In to je tudi odraz, tudi zadnji ta videospot od Perota Lovšina. Sem zelo ponosen tudi, da je Pero zadovoljen, na koncu je on avtor pesmi in on je užival med snemanjem, tudi Studio Kleva, ki je pač normalno pomagal pri obdelavi in tudi videoprodukciji in tudi snemanju samem kot takem, da smo ujeli vse to detalje. Še posebej sem vesel, ko je Peter Kleva ujel tega ptiča, ki je pristal na Angelu Mihaelu in potem, ko je poletel. To je trenutek, ko ga takrat, to ne moreš čakati, takrat si z dronom gor in se zgodi in v tistem času se ti pokrije, kot je ta gospod, to je gospa in gospod, ko je slikal Perota na stopnicah, slučajno ga in potem njega. Mi smo se postavili nekje, da bomo posneli, nismo napovedovali prej, nismo nobenega prej tam postavljali, statiste, morate tam biti ali ne. Ampak je bil gospod tam in smo rekli, zakaj ne uporabiti ta kader. In gospod se je strinjal, Ubad ga je vprašal, če želi, seveda so rekli, zakaj pa ne. In to je to. In naredili smo zgodbo z gasilkami, gasilci Pirana, z ribiči, z Rokom Domnikom, s Katarino njegovo, ki pridno delata na Podlenici na barki in na Pomolu z Janezom Šapsem, z Natalijo Planinčevo, z Marijanco Lenasijevo, z Tonko Senčarjevo v Belečanki
in z ostalimi, z Rokom Kesičem, z takimi ljudmi, ki so v Piranu, ki živijo v Piranu. In to je nekako, mislim, da bo ta videospot ostal kot dobra popotnica za promocijo našega mesta, ki nekako naj zaživi, ker te tudi Piran objema. Nas objema že vse skupaj več kot nekaj 100 let naprej. Kakšni načrti vas čakajo še v prihodnje? Gledajte, jaz vedno sem kreativen, ukvarjam se z investicijami in s posli, ki so bolj poslovne, podjetniške narave, ampak svoje pač poslanstvo vidim v teh sprostitvah in nekako ne vidim se, da bi nekako bil v penzionu in enkrat bo prišel ta trenutek in takrat, ko pride, želim imeti neko svojo bazo in svoj prostor, ki ni nujno, da je nekje stacioniran, ampak predvsem, da lahko ustvarjam, da lahko delam, da lahko sam nekaj kreiram. Ne bom delal zato, da bom od tega živel in prodajal, ampak pomembno, ko se ti izražaš, ko ti ustvariš skulpture, sem delal zdaj za sprejemni izpit na pedagoški fakulteti za vizualno umetnost in oblikovanje in profesor Kočica je bil presenečen nad tem, da jaz v življenju nisem nikoli delal skulptur. Ampak ta skulptura je pa takšna, ko smo delali eno punco, ki nam je tam bila kot model in je zadetek, vsi proporciji, sam profesor je bil presenečen, da je to tako, v bistvu to imaš v sebi, to neko da bi čutil, da to je to, narediš in si vesel in potem odlitek narediš, pa se matraš tam, pa si s temi študenti in tako naprej, si matraš se v dobrem, v pozitivnem smislu. Ker vidiš, da ti ratuje, da ti nekaj gre. Zanimivo, kako raziskuješ, kako se daj, čeprav so marsikateri presenečeni, kaj boš ti zdaj, skoraj 60 let, 59 let si star in zdaj boš ti študiral. Moja dva sinova tudi, tata, mislim, malo zgledaš, ne bom rekel neresen, ampak blago rečeno čuden. Meni je to veselje. To te sprosti, to te napolni, to je energija, to je vse, kar imam v sebi. In to, kar imam v sebi, bom tudi oddajal in kar bom ustvarjal, bom z veseljem tudi pokazal, predvsem sebi pokažem, ampak sem pa zadovoljen tudi, ko drugi ljudje, ki to vidijo, da so zadovoljni in da pohvalijo, ker se prepoznajo v zgodbah, v teh vizualnih pripovedih. In glasba, to je neke vrste ilustracija, tako kot delamo, kot za pisatelje, pesnike ustvarjajo umetniki ilustracije v knjigah, v njihovih pač zgodbah in uprizorijo jih tako ali drugače, tako tudi vizualna umetnost je. Delamo določene stvari, jaz prepoznam, delam na enem projektu, recimo Sviščaki v 4 letnih časih, posnel sem gozd, ki so tam bukov gozd, ki so visoka drevesa, kjer so visoka drevesa po 30, 40, morda celo 50 metrov. V zimskem času, ko je vse golo in sneg, potem spomladansko, ko se ista enaka drevesa ozelenijo, potem poleti, ko je vse bolno življenja in se sliši tudi ptiči, ker že to je njihov dom, in potem na koncu spet pridemo na jesenski čas, ko je vse rumeno, ko so listi po tleh in ko to daš v multimediju na 4 recimo ekranih hkrati, na istem delu, nekaj sekundni video, in ga ponoviš v različnih obdobjih, ugotoviš, kako v bistvu ta narava v bistvu živi in se spreminja in ti ponuja nekaj, kar te dobesedno očara in ti si neverjetno. Tega mi ne vidimo, v bistvu ne znamo povezati veliko krat. Mislim si, zdaj so pač jesen, zdaj je to, ampak ko to vidiš v eni sliki, v enem filmu, doživiš to, v bistvu se zamisliš, kako v bistvu ko se neka stvar konča, se nadaljuje in kako se v bistvu vse ponavlja. Kako se spet kot ti nekaj pač listje opade in potem je zima in potem spet spomlad in pride poletje in pride vse. Se pravi, tudi ko je v življenju nekaj slabega, tudi ko ti gre slabo, ko misliš, da se vse barke potopile, v bistvu se niso. Zgradiš novo in greš naprej. V politiko boste še kaj zavili? Politika je bila neke vrste izkušnja tudi, ampak v politiko te zvabijo takrat, ko vidijo, da si dober, da si uspešen,
Zakaj mislite, da so številni pesniki, pisatelji zašli v politiko? Prepričan sem, da nihče ne po svoji volji, lastni, ampak nekako je bil povabljen, ker je uspešen. In potem pa, ko prideš v to politiko, ugotoviš, da si samo eden, v bistvu statist, da nisi kreator celotne zgodbe, da si v bistvu neke vrste tudi uporabljen za neke pač namene. Višja matematika, politična seveda, kjer nikoli niso, bom rekel, izračuni takšni, kot bi morali biti. Ampak se vedno nekako kupčka in se dela, se prireja in tam ni nič kreativnega. Tam je že vse, bom rekel, ukalupljeno, narejeno in tako je in padeš v sistem, padeš v neko mašinerijo, ki je nekje zasidrana in v Sloveniji je to zasidrano, se pravi, vedno se dajamo, odvisno kdo je kaj ali na levi ali na desni strani, preveč razdeljeni, namesto da bi prepoznali vse te naravne danosti naše Slovenije in vse to, kar nam je mati narava v zibelko položila in da bi izkoristili svoj geostrateški položaj, da bi potem na podlagi tega geostrateškega položaja tudi uveljavili geopolitično moč v regiji. To ne znamo narediti. Veste, tam, kjer se kregamo, kjer se kregata 2/3 dobiček ima, tam, kjer se mi v državi kregamo, kdo ima prednost? Zakaj mislite, da so Avstrijci tako bogati in tako naprej in vse ostale dežele, ki nas obdajajo? Zakaj se bolj ali pa hitreje razvijajo nekdanje republike iz skupne SFRJ? Zato, ker pač izkoristijo, vidijo priložnost in v čigavi lasti so slovenska podjetja po večini, najmanj slovenska. In še sedaj imamo, da želimo, da zaradi nestabilne davčne zakonodaje naše podjetje, še slovenska podjetja, naj bi selile sedeže v sosednje države. Mislim, da nekaj je narobe. In zato sem rekel, da me politika, bom podprl seveda pametna razmišljanja, ker ne moreš biti čisto pasiven, ker absolutno nisem za to, ne podpiram pasivnega državljanstva, podpiram aktivno državljanstvo, da si vpet v zgodbo, da razmišljaš, da pomagaš, da poveš svoje mnenje, ker tisti, ki so tiho, v bistvu koristijo, zagovarjajo tiste, ki peljejo v napačno smer. Jaz si želim, da bi se kot država bolje v bistvu zavedali svojih prednosti, da bi se povedali, všeč mi je politika tistih, ki želijo združevati, da niso še vedno med tistimi, ki so bili, ne vem, pred 70 leti. In ne morejo označevati ljudi, ki so bili v zgodovini, da so bili samo negativci. Marsikdo je naredil nekaj dobrega in nekaj slabega. Celo za Mao Tse-tunga Kitajci so rekli, 70% je naredil recimo, ne vem, dobrega ali slabega, 30% recimo slabega. In ni, se pravi, je zadovoljil tako ene kot druge in so se nekako spravili v balans. Pri nas pa skrajno, ta je negativec za drugo stran in kdo ima potem prav? In bodo večno na dveh koncih. Človek ima dve roki, ima dve polovici možganov, je levo in desno in moraš obe uporabljati, če hočeš biti usklajen. Če si na kolesu in pedaliraš, moraš uporabiti obe dve nogi, samo zelo ne moreš in tako naprej. Veliko primerov bi lahko naštel. Se pravi, da moramo se bolje zavedati, kako v bistvu fokus mora biti država, ne interesi nekih posameznikov ali pa nekih strankarskih ideoloških povezav in tako naprej. In potem bomo nekaj naredili. Tega jaz ne čutim. Dokler tega to ne čutim, ne morem biti del zgodbe. Enostavno, včasih sem se pohecal, sem rekel, da sem v politiko vstopil v hipu duševne zmedenosti. Nekako češ, z neko željo, z neko euforijo, bomo zdaj nekaj naredili, zdaj končno imamo pravega človeka za mandatarja, dajmo to poštima, dajmo to. Na koncu ugotoviš, da ne moreš. Da ne moreš enostavno, dokler je zgodba taka. Ti si lahko en sam človek v sistemu in ne boš naredil nič, ker aparat te zmelje. Razen, če si ga ustvariš in če bi ga, ampak ko vidiš, da ni v sistemu ljudi, jih ni. So vsi ritolizniki, so vsi gledajo svoje nekih, da so tiho, ker če niso tiho, potem bodo izgubili službo, ne bodo to, ne bodo uno, so kalkulatorji. Jaz sem pa svoboden.
Zato sem tudi zapustil in parlament, in vlado, kjer sem bil državni sekretar zadolžen za velike infrastrukturne projekte in za pomoč državnim podjetjem v težavah. Vse to sem počel in bil sem zelo uspešen. Ampak nisem zdržal. Nisem zdržal v sistemu, ki ne podpira resnice. Nisem zdržal v sistemu, kjer se moraš prilagoditi. In ko dregneš v neko stvar, rečejo, a ne, Gašper, to pusti. Potem si misliš, zakaj moram to pustiti? Kdo je v ozadju? Ko vprašaš, kdo je v ozadju, ne sprašuj. Potem vidiš, čakaj malo, komu se bomo, za koga? Potem, ko vidiš, da ne delaš, da nisi s pravo druščino, ne morem biti z njimi. Nekdo, ki se ne pristojiveti z nekom, ker to ni moja obveza. Moja moralna obveza je lahko odnos do države pomagati. Ampak na koncu, ko pogledaš, pa kdo ti je še hvaležen, tudi ko se zavzameš. In ugotovil sem, da v tej naši državici, tisti, ki smo pošteni ljudje, garači, da se zameriš vsem ostalim, ki so navajeni drugače, in potem dobiš kontro. In izjavil sem kmalu potem, ko sem odšel iz parlamenta, da v bistvu nesposobni imajo sposobnost, da onesposobijo sposobne. In to je njihova, bom rekel tako, da smo vsi za nekaj sposobni. V življenju smo vsi kreativci, sposobni smo, tako ali drugače, zdaj kdo popusti, kdo prvi odneha in tako naprej. Samo nimaš volje, kako boš imel voljo delati z nekom, ko vidiš, da je cilj nekaj drugega kot država. Države ni nikjer. Država je samo neke vrste paravan, to, ko govorimo o vizualni umetnosti, je nekdo neko kuliso postavi in češ država, govorimo vsi o državi, v bistvu je, in potem, ko se poglobiš, ko se kamere umaknejo, ko se pogovarjamo ena na ena ali pa z zaprtimi vrati in ko vidimo, no, kje je pa tu država? Potem pa ti rečejo, ja, čakaj, to moraš tako. Kaj moraš tako? Kaj moramo lagati ljudem? Kaj moramo prirejati stvari, da bomo vršili do nekega cilja, ki pa ni v korist države kot take? Jaz gledam državo kot priložnost in kot sem rekel, globalizacija je prednost za sposobne in ovira za nesposobne. Mi smo lahko državica majhna, ma smo lahko veliki. In posamezniki, Slovenci so veliko naredili in so tudi uspešni, ampak posamezniki, ki so se odrezali od teh politik, ki se niso dregali v to politiko, enostavno so odšli, odletiš kot ptič in si svoboden, greš, ustvarjaš, delaš in potem najbolj srečni so tisti, za kateri se sploh ne sliši in niti ne vidi. Se vidite, tukaj je Akrapovič je rekel eno ali pa Joc Pečečnik iz SBC-ja opozarja, govori, ne vem, iz Pipistrela, Ivo Boscarol in še nekateri vidni podjetniki, ko so se izpostavili, doživeli so napade, češ, da jim je treba vzeti premoženje, celo, da je treba ne vem kaj narediti. Zakaj? Nekdo, ki je ustvaril svojimi rokami, ko je poštimo, namesto da bi bili za zgled, da bi jih vzeli in objeli in jim dali poklon, ker so v bistvu spregovorili. Ne, pri nas se je zgodilo kaj? Da take ljudi, ki imajo kritično mnenje, ki je to pozitivno, na koncu konca, če bi bilo njim mar, ali pa ne bi jim bilo mar za državo, bi bili tiho. Tako pa povedo v dobrobit in teh strank, ki to vodijo, politikov, in v korist države. Ne, oni bi morali kimati. Torej, ta državica nažalost potrebuje kimovce, med katerimi jaz ne morem biti in zato sem rajši izbral umetniško pot, umetniško zgodbo in moje poslanstvo je, da živim življenje svobodno, tako kot ptiči, da se ne omejujem na ta prostor, samo na ta prostor, čeprav spoštujem tiste, ki se pošteno zavzemajo, tudi sam se. V bistvu, če bi vsi naredili za našo državico, kolikor sem naredil jaz, pa 10% tega, bi bila ta država ena izmed, ne bi govorili, da hočemo biti Švica, mi bi že bili Antroke Švica, bi bili Slovenija, da bi lahko rekli, bomo nekega druge države bi lahko govorili za nas, bomo nekega dne kot Slovenija, bomo nekega dne kot Istra, bomo nekega dne kot ljudje, ki živijo v taki prečudoviti deželi, ker imamo vse. Mi imamo vse, kar imajo veliki in še več. Mi imamo dobesedno vse. Samo da tega ne znamo izkoristiti bolje, premalo se zavedamo pomembnosti sodelovanja, tega odnosa. Ker če mi oddajamo signale v Evropo, v svet, da se kregamo,
da ne vem, da je nekomu pomembno, da se gre slikati z Donaldom Trumpom ali pa z nekimi, da se nekje nastavi na nekem prepihu in tako naprej. Pa kje je ta ponos? Kje je naša drža? Kje je naš Triglav? Kje je naš dom? Kje smo, kdo smo? Poglejmo, Nikola Tesla je bil eden človek, ki je šel nekaj pa v svetu naredil marsikaj. Pa marsikateri drugi naši ustvarjalci, evo Luka Dončić recimo, pa to je genialec, kaj je on naredil, Dragič in tako naprej, ne vem, Tadej Pogačar in lahko naštevamo še mnogo druge, recimo Prevcevi, kaj so naredili, družinice, mravljice, čebelice, so naredili nekaj in so šli, poštimali so, ponesli so to našo deželo v svet. Mi smo postali, ne nazadnje preko Melanie Trump, namesto da bi jo, ko je postala prva dama, v medijih je bilo nek napadanje, češ, da je najslabše. Ne razumem teh genov, teh ljudi, kako ne dojameš, da imaš priložnost, da se pozicioniraš, da prideš ven iz blata, iz močvirja. Ne, mi sami na svojega človeka. A je res uspeh največji greh? Če je nekdo uspel kot manekenka in kaj potem, če manekenstvo, a to ni poklic? A to ni ponos? Na koncu moraš biti suveren, moraš imeti nekaj, moraš imeti pospravljeno podstrešje, da prideš tako daleč. Ne, in potem v domači državi, kjer bi te mogli sprejeti, pa se te gospe se niti ne prihaja v Slovenijo. Niti ni izrazila, pa se jaz na njenem mestu bi se obnašal enako. Če vidiš, da nisi sprejet, v vseh časopisih, da se moraš z odvetniki braniti, ko te blatijo. Ljudje božji, pa dajte se zavedati, kaj počnete. Mislim, da ali je premalo, ali je kriva izobrazba, sistem vzgoje, tudi šolske, ko vidimo, kaj pomeni, samo kaj hočemo delati, pa tipkanje telefonov, pa ne vem kaj, enoumje kot tako, brez širine, brez spoštovanja do sosedov, tako naprej. Pa vemo vsi, kaj je hotel Grohar s sejalcem. Skar seješ, to žanješ. Torej, dajmo sejati dobro in letina bo odlična, bomo imeli vsi. To je to. To je bilo za danes vse. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.